Potem imamo tukaj pred nami Jožeta Bartolja, takoj za njim pa še njegovo sliko. Skratka, avtor, ki na najrazličnejše interpretativne načine upodablja figuralne like iz sakralnega sveta, iz Biblije, in ob vsem tem ostaja na eni strani v tesni povezavi z realizmom, na drugi strani pa modernizira, tako rekoč modernizira svojo upodobitev s tem, da ji daje tudi izjemno ekspresivnost, tako v potezi kot tudi v barvi. In kolonija, ki vselej vključuje darovalce, med temi vselej znova najde kot nekakšne izgubljene sine, ki se vračajo v tistih avgustovskih dneh, tudi tiste avtorji, ki ostajajo nenehno povezani z delavnico. In nedvomno sta dva izmed njih, Matej Metlikovič s temi čudovitimi virtuoznimi risbami in Stane Jarm, sicer znan kot predvsem kot kipar, pa tudi kot slikar, in to je ena izmed slik iz tega njegovega čudovitega cikla Pojočih angelov. Potem imamo sliko Marjana Miklavca, slikarja, ki prihaja iz Krasa, avtorja, ki nekako ga lahko opredelimo kot dokumentarista, tako Krasa kot tudi širšega sveta, kajti tudi on je nekakšen popotnik in na svojih ustvarjalnih popotovanjih ob neposrednem doživljanju vizualne stvarnosti beleži njeno podobo. V nekakšnem poetičnem realizmu, v tankočutnih akvarelih, v katerih avtor gradi tako občutek za realno, kot tudi za atmosfersko vzdušje, in prav ta vez z realnostjo se kaže v njegovih neštetih detaljih, za katere poskrbi v likovnih zgodbah. Potem imamo sliko Jožeta Vogelnika, avtorja, ki je ravno v času, ko smo pripravljali prvo razstavo Kolonije umetniki za Karitas, odšel v večnost. Sicer pa je bil nenehni ustvarjalec, ki je iskal svojo njemu lastno likovno resnico, sprehajajočo se skozi različne interpretativne možnosti. Blaž Šeme, doktor restavratorstva, docent na ljubljanski likovni akademiji, avtor, ki ga nenehno ustvarjalno vznemirja narava. Narava v likovnem smislu, kaj ti želi, da bi harmonijo, ki resnično vlada v naravi, prenesel tudi na slikovno površino kot harmonijo barv, potez, oblik in tako naprej. Skratka, zavidljiva harmonija. A Blaž Šeme je tukaj? Ja, nisem ga opazila. Aha, no, lepo pozdravljam. No, potem imamo tukaj tudi strokovnega sodelavca, to je Primož Brecelj, fotograf, ki svoj avtorski pristop kaže že s prefinjeno izbiro motiva, nato pa vključuje tudi vse likovne elemente tudi v svoj fotografski medij. Paspaso je Papič, ki se iz Vojvodine vrača, oziroma iz Beograda, vrača nenehno v dolino reke Soče, v Trento, in v svoje akvarele ujame to lepoto. Potem je Miha Žorž, avtor, ki ga tudi inspirira narava, a ta narava je povsem preoblikovana, je zreducirana, pridobi obliko nekakšnih znakovnih znamenj, ki jih avtor stke v ta večplastni slikovni organizem, tako rekoč po principu urejanja kaosa. Skratka, barvne ploskve, linije, vse to poveže, reducira, poveže v neko odprto kompozicijsko zasnovo, v kateri le posredno čutimo utrip narave. Potem imamo Bogdana Čobala, tudi dolgoletnega profesorja na Mariborski pedagoški akademiji. Je avtor izjemno vehementne poteze, avtor izjemne koloristične subtilnosti
In prav v dialogu med geometrijsko armaturo samega slikovnega polja in vehemenco poteze ustvarja zanimive koncepte svojih slik, ki vselej premorejo nekakšna svetlobna jedra, ki predstavljajo tudi avtorjevo iskanje prostorske iluzije. Hkrati pa se ob vseh teh armaturah, vertikalah in horizontalah, ki imajo tudi svoj historični koncept, njegova poteza nekako umirja in da prostor tudi posameznim kolažnim aplikacijam, s katerimi avtor izrazi izpovedno bistvo. Potem imamo tukaj sliko Azada Karima, tudi enega izmed strokovnih sodelavcev. Je avtor, ki prihaja iz območja med Evfratom in Tigrisom, skratka iz območja, ki velja za zidovko civilizacije, s spominom na njegov rodni ambient, s pogledom v modernizem in postmodernizem snuje svoje likovne izpovedi, v katerih se zgodbe odenejo v govorico znakov, v govorico simbolov. Vse to pa avtor vključuje tudi posamezne arabske letrizme in celotno dogajanje slikovnega polja, kar brsti v prefinjeni strukturalnosti in nekako prinaša spomin na peščena prostranstva. No, tudi nekdo, ki se vselej rad vrača, lahko bi rekla, velja že za starosto slovenske likovne umetnosti, to je nedvomno akademski slikar, profesor Marjan Tršar, tudi on nas vsako leto razveseli kot darovalec, pred leti pa je bil udeleženec likovne umetnosti. No in nazadnje seveda še gospa Zalka Aronšek, kiparka, ki se nam predstavlja tukaj z dvema skulpturama, Uspavanko in tole, v kateri je v bistvu s tema dvema skulpturama lahko začutimo celotno njeno ustvarjalno pot. S to skulpturo dobesedno raziskuje tiste temeljne likovne prvine, raziskuje formo in s to čisto napeto formo kaže na izjemno vitalno obliko, na simbiozo dveh form, ki se pleteta v zavidljiv dialog. Ta dialog dveh form, ki se stapljata v celoto, pa v likovno-formalnem in tudi vsebinskem smislu še toliko jasneje in še prepričljiveje zaživi v tej Uspavanki. Avtorica ustvarja z glino, s tistim najbolj prvinskim, najbolj elementarnim materialom in zato, ker je ta material na nek način tako enostaven, tako prvinski, ustvarja tudi forme, ki ne potrebujejo nasičenosti, ampak samo čisto linijo, pri kateri pride do izraza predvsem ta naravna barva gline in naravna žlahtnost struktur, ki pridejo do izraza na teh čistih, jasnih površinah. Včasih pa seveda avtorica z izjemnim občutkom naglasi, koloristično naglasi z glazurami tudi posamezne detajle. Skratka, to je bil sprehod po tukaj razstavljenih delih. Vabim vas, da jih tudi osebno podoživite, prav tako tudi drugi del razstave, ki obsega predvsem darovalce. In želim vam še naprej lep večer in tudi vam res tisti oseben vzpon na Sini vrh, seveda drugačen, kot so ga doživljali likovni ustvarjalci. Pa vendar naj bo tisti vaš oseben, v katerem se vam bodo razodela, vas nagovorila tukaj razstavljena dela. Hvala lepa.